Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa oškodovanim delavcem in njihovim družinam, ki zaradi nastale situacije predstavljajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Želim, da veste, da ne skrivam popolnoma ničesar, saj sem že 5. maja uradno prijavil na KPK vse svoje premoženjsko stanje. Tukaj predlagam kopijo, ki to dokazuje. Moje karte so popolnoma odprte. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev. Se zahvaljujem vam, medijem, ker ste toliko časa namenili moji pozornosti, moji zgodbi, saj se s pomočjo vas zadnji mesec začel uspešno terjati dolžnike. In prav ta moja težka osebna izkušnja, ta osramočenost, ko danes stojim pred vsemi vami, kot je nepoštenost prevajala drugih stisne v kot, me je pripeljala v stranko Resnica. Zato sem pristopil in svojo zgodbo ter izkušnjo pomagal pri pripravi predloga gradbenega zakona, katerega namen je preprečiti, da bi se tovrstne zgodbe kadarkoli ponovile. Ker vem, kako je, ko ostaneš sam v stiski, želim storiti vse, da tega ne bi smel doživeti čisto nihče več v Republiki Sloveniji. Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa. Hkrati pa naprošam za potrpljenje, saj je del odvisen tudi od postopkov izterjave. Jaz pa bom naredil vse, da bom svojo obljubo izpolnil. Hvala lepa.